Lahko si predstavljamo, koliko različnih hekerjev je poskušali od leta 2008, ko se je pojavil Bitcoin, shekati to kodo, pa nobenemu ni uspelo iz enega Bitcoina narediti dva. Gre za neke mucke, razne druge slikce, kjer te tržne kapitalizacije teh izdaj dosega lahko tudi par milijard in seveda tle vse čisto vprašanje, kako bi rekel, neke psihologije, torej ni nobene uporabne vrednosti. No, je pa dostakrat ena taka PR tovarna zadnji za kakšno kriptovaluto. Recimo pri teh mem žetonih, da se milijoni in milijoni dajo v marketing, da se sprošča tako imenovani FOMO efekt, fear of missing out. To, kar se dogaja v kriptosvetu, so tržne manipulacije, ki so seveda kaznivo dejanje, če to preslikamo v nek svet teh tradicionalnih financ. Lepo pozdravljeni v podcastu Ministrstva za finance s financami na T. Moje ime je Katarina Matečič. Današnja tema pa tema, ki sicer zanima številne tradicionalne oziroma celo konzervativne Slovence, kar se tiče vlaganja kriptovalute. Navdušile so že mnoge med nami, zato danes o vsem tem in pa tudi tem, kako se je Ministrstvo za finance odločilo nekoliko prilagoditi davčni okvir na tem področju. Več o tem bova povedala s Petrom Mercom, pravnikom, ki se ukvarja prav s kriptovalutami in tehnološkim pravom. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Čisto za osnovo, kaj so sploh kriptovalute? Vseeno je to najnovejša naložbena kategorija, ki jo poznamo. Ja, zdaj lahko greva zelo filozofsko, o sami decentralizaciji, lahko greva pa res čim bolj enostavno. Zdaj bi rekel, da z vidika večine imetnikov so kriptovalute čisto en relativno nov naložbeni razred. Zdaj, če gremo pa malo bolj vsem tehnološko pogledati ali pa tiste fundamente kriptovalut, so pa to neka digitalna sredstva, ki imajo nekatere skupne lastnosti. Ena od teh je sigurno ta, da so decentralizirane. Kaj pomeni, da so decentralizirane? Lahko pogledamo na primeru Bitcoina. Pomeni, da za izdajo in za upravljanje omrežja ne stoji nobena institucija, vse nadomešča koda. Zdaj, če smo mi v nekem normalnem finančnem svetu navajeni, da je neka institucija, ki zaupamo, lahko je to država, lahko je to banka, tega v blockchainu oziroma v decentraliziranem svetu ni. Druga taka skupna lastnost je kriptografija. Kriptografija je zelo pomembna, ker dejansko zagotavlja integriteto celotnega omrežja. Tukaj moramo vedeti, da je kriptografija zelo pomembna in pri blockchainu tudi zelo, zelo dobra. Čist primer, lahko si predstavljamo, koliko različnih hekerjev je poskušali od leta 2008, ko se je pojavil Bitcoin, shekati to kodo, pa nobenemu ni uspelo iz enega Bitcoina narediti dva. Še tretja skupna lastnost je ta decentralizirana knjiga transakcij, torej vse transakcije se zapisujejo na blockchainu, so javno dostopne, kar pomeni, da vsak lahko vidi celotno verigo transakcij. In četrta taka skupna lastnost so tako imenovani rudarji. Vloga rudarjev pa je, da vzdržujejo celotno omrežje. Torej, jih je kar nekaj, glede na to, da imajo skupne lastnosti, torej katere oziroma kakšne kriptovalute, kriptokovance poznamo? Zelo veliko jih je različnih. Zdaj recimo, če pogledamo res Bitcoin, ki je bil prvi in je tudi najbolj znan, tudi po tržni kapitalizaciji daleč največja kriptovaluta. Zdaj, namen Bitcoina, takrat, ko je bil izdan, je bil, da bi predstavljal neko alternativo finančnemu sistemu. 15. september 2008 je popadel Lehman Brothers, takrat se je začela finančna kriza v Ameriki, potem seveda z določenim zamikom tudi druge, in takrat se je pojavil ta white paper, bela knjiga skrivnostnega avtorja Satoshija Nakamota, ki je govoril o Bitcoinu kot alternativi obstoječemu skorumpiranemu, recimo tako je bilo tam zapisano, finančnemu sistemu. Bitcoin je takrat želel biti torej kot neko plačilno sredstvo, digitalno plačilno sredstvo. Danes vemo, da je vloga Bitcoina čisto drugačna, lahko se o tem malo kasneje pogovarjamo. Zdaj imamo res različne te kriptovalute. Ethereum je recimo zelo pomembna kriptovaluta, ker je dejansko tehnološko zelo dovršena. To je primer kriptovalute, ki je uporabniška kriptovaluta. Čist primer, če želimo mi karkoli razvijati neke decentralizirane aplikacije na Ethereum platformi, potem potrebujemo Ether, torej to native kriptovaluto, da lahko plačujemo določene transakcijske stroške. Torej, Ethereum in podobne kriptovalute nam omogočajo dostop do konkretne platforme. In to imenujemo altcoini. To so recimo altcoini ali pa recimo utility tokeni, so to še bolj primeren izraz. Zdaj, v zadnjem času so zelo popularni, pa ne vem točno zakaj, ne razumem najbolj, tako imenovani mem
žetoni, mem kovanci. Gre za tudi v obliko kriptovalute, ki je pa nima popolnoma nobene uporabne vrednosti, to že izdajatelji vnaprej povejo. Gre se za to, da naj bi se okoli te kriptovalute gradila neka skupnost. Dogecoin je recimo zelo zanimiv, sploh je zdaj zanimiv rato za novo ameriško administracijo, ker so celo ministrstvo za vladno učinkovitost poimenovali po temu, torej kratice so enake. Gre za neke mucke, razne druge slikce, in kjer te tržne kapitalizacije teh izdaj dosega lahko tudi par milijard, in seveda tle vse čist vprašanje, kako bi rekel, neke psihologije, torej ni nobene uporabne vrednosti. Potem poznamo še NFT-je, NFT je bil tudi že, smo en cikl nazaj, je bil ta njihov, so dosegali vrh popularnosti. Gre za nezamenljive žetone, malo bolj zakompliciran razložiti, ampak recimo na NFT-je so bili zelo povezani recimo v digitalno umetnost. Recimo NFT, Beeple je bil en umetnik digitalni, ki je prodal, mislim, za več 10 milijonov je prodal eno svoj NFT. Potem so pa še recimo, sigurno bi moramo omeniti tako imenovane stablecoine, torej gre za kriptovalute, ki so vezane na vrednost nekega sredstva, ki je pod njimi. To je lahko zdaj neka fiat valuta, evro, dolar, v tem primeru celo govorimo skladno z novo evropsko regulativo o tako imenovanem elektronskem denarju. Potem so pa še različne razni ti utility tokeni, ampak moramo vedeti, da res večina teh, ki bomo šli pogledati, če bomo šli pogledati na eno platformo, kjer je že več 10,000 kriptovalut, dejansko nima neke uporabne vrednosti. Tako da bolj ali manj je to omejeno na par procentov teh kriptovalut, da so bile izdane z nekim namenom in da imajo tehnološko uporabno torej vrednost. zato zelo tvegana naložba, špekulativna. Absolutno, gre za zelo, zelo tvegan naložbeni razred. Zdaj, velikokrat so govorili, jaz sem veliko bral o tem, kako je tudi Bitcoin neko primerno orodje zoper boj proti inflaciji, da ne bi bil nek ohranjevalec vrednosti. Mislim, da smo se zdaj na osnovi zadnjih izkušenj naučili, da temu ni tako, sploh pa velja to za ostale kriptovalute in altcoine. Kako se sploh torej oblikuje njihova cena, glede na to, da so decentralizirani, da za njimi ne stojijo določene finančne inštitucije, za njimi ne stoji recimo tovarna, mi vemo, na čem in kako približno kotira recimo delnica Krke. So rezultati, so poslovanje, kje je recimo vrednost in kje je osnova za ceno pri kriptovalutah. Zdaj, mogoče ni taka tovarna, kot jo imava midva, ki si jo predstavlja, da imaš ti eno tamle brick and mortar, torej opeke. Tovarno je pa dostikrat ena taka PR tovarna odzadaj za kakšno kriptovaluto. In tle je rekel, da glavni element, kako se to določa, je pač ponudba povpraševanje. Zdaj pa kako lahko ti predvsem tisto povpraševanje povečaš. Tle so potem seveda različne tehnike, ampak tle moramo vedeti, da recimo pri teh mem žetonih, tle se milijoni dajo v marketing, da se sproši tako imenovani FOMO efekt, fear of missing out, da se ti v bistvu kot nek investitor spremljaš nekaj, da se dogaja na trgu, imaš ti občutek, da samo še ti nisi v to investiral. Tako da zelo je močen ta psihološki moment, ampak načeloma, tako čisto direktno odgovor na tvoje vprašanje, ponudba povpraševanje, te kriptovalute kotirajo na kriptoborzah, ene so centralizirane, ene so decentralizirane. Moramo se pa zavedati, da je tukaj res zelo, zelo veliko manipulacij. Recimo, imeli smo primer v Argentini, celo argentinski predsednik se je vpletel v to igro s svojimi objavami. Svojim Libro žetonom, ja. In je šlo v nekaj urah bistveno gor in potem... Takih primerov je zelo veliko, to se praktično dnevno dogaja, je pa res, da je takih tako odmevnih primerov je pa relativno malo. Vse ne šlo tle za predsednika ene večje svetovne države, ki je neposredno podprl nek projekt, ki se je pa pol izkazal, da ni bil tisto, kar so obljubljali, ampak takih projektov je še veliko. Zdaj lahko spremljamo, kaj se dogaja za Melania tokenom, za Trump tokenom, to se dogajajo resne manipulacije. In recimo to, kar se dogaja v kriptu, pa sploh Elon Musk je včasih to veliko delal, takrat, ko je še Tesla kupovala zase. Ko je tvitnil, da bo Tesla več on je Tesla vnaprej kupila bitcoine zase, potem je on tweetnil, da bo Tesla sprejemala bitcoine za plačilo, tole šlo, vrednost bitcoina je šla gor, potem je spet malo neki tweetno drugega, da je lahko spet dokupil. Skratka, to, kar se dogaja v kriptosvetu, so tržne manipulacije, ki so seveda kaznivo dejanje, če to preslikamo v nek svet teh tradicionalnih financ, in
Jaz sem prepričan, da se bo tudi prej ali slej, zdaj glede na to, da se regulatorni okvir postavlja, da bo prej ali slej tudi mogle biti neke sankcije v kriptosvetu. Da se vrnemo nazaj na inflacijo, na kateri so rekli kripto, predvsem seveda Bitcoin, tudi digitalno zlato, delno zato, ker se ga tudi rudari, delno zato, ker je obseg omejen in je zato podoben zlatu in naj bi bil nek ohranjevalec vrednosti, dober v času inflacije in pa tudi dober za uravnavanje tveganje v primerjavi z drugimi naložbenimi razredi, sploh v času večjih pretresov, političnih sprememb, geopolitičnih trenj in vsemu, kar smo priča zdaj. Vendar zdaj ugotavljamo, da medtem ko zlato dosega zgodovinsko najvišje meje, za kripto, sploh za tako imenovane altkovance, to v tem trenutku ne velja. Torej, ali je ta naziv digitalno zlato se izkazalo kot slab naziv, glede na to, ste že omenili, v tem trenutku smo priča povsem drugačnim razmeram. Jaz mislim, da že prej to ni veljalo. Zdaj, da imaš ti nek naložbeni razred, ki je odvisen od enega tvita. Jaz se spomnim, enkrat sem predaval na enem dogodku o Bitcoinu in vmes je šel vrednost Bitcoina 12% gor. Sem rekel, wow, očitno sem jaz tak influencer. Na koncu se je izkazalo, da nisem bil, ampak je Elon Musk neki tweetnul. Se pravi, zdaj, da je celoten trg, kriptotrg odvisen od enih parih takih manipulatorjev, in se dejansko potem ta volatilnost cen je res izjemna tukaj. In absolutno ne moramo govoriti o digitalnem zlatu. In kaj še prej mogoče nismo pa je tudi zdaj povezano, na to pa nismo prej povedali, kaj oblikuje ceno. Dejansko postaja kripto vedno bolj mainstream. Vemo, da so zdaj v zadnjih 2 letih smo dobili prve ETF-e, to pomeni, da so veliki playerji iz tradicionalne industrije vstopili v to igro. Največje banke na svetu ponujajo storitev skrbništva, kriptosredstev. Skratka, tu ni več igra neke majhne skupnosti, to je zdaj igra velikih. In to pomeni tudi, da se te makroekonomske razmere, ki smo jim zdaj priča, tarife, spreminjanje obrestnih mer, vse se neposredno odraža tudi na kriptotrgu. Včasih je bilo mogoče to en tak balonček, ki je bil ne toliko povezan z finančnimi trgi, recimo z delniškimi obvezniškimi trgi, danes je to bistveno bolj povezano. In to, recimo, ko smo zdaj priča temu dogajanju, je sigurno odraz te geopolitične situacije, je pa tudi sigurno odraz nekih pričakovanj neposredno v povezavi s Trumpom. Vemo, kako je takrat, takoj po izvolitvi, še preden je zasedel formalni položaj, je šlo vse gor, ampak je veljalo tudi za delniške trge. Jaz mislim, da ko se bo situacija obrnila na delniških trgih, se bo obrnila tudi tukaj. Zakaj je tu volatilnost še toliko večja? Omenili ste 1 ura 12%, seveda se je to kdaj pa kdaj zgodilo tudi že na delnicah, sploh recimo ob kakšni objavi rezultatov. Spomnim se enkrat, mislim, da je bil Amazon, ko so imeli tiskovno konferenco po določenem obdobju, mislim, da je bil prvi kvartal, rezultati zelo dobri, raste, potem pa vodstvo pove, ampak napovedi za drug kvartal so pa bistveno slabši. In je padlo v nekaj minutah in to so bile milijarde tržne vrednosti, kapitalizacije. Pa vendarle tukaj dejansko gre lahko skoraj da do nič, lahko izgubiš vse. Tržne kapitalizacije teh kriptovalut, z izjemo Bitcoina, pa mogoče Ethereuma, mogoče še kakšnega Rippla, pa ene par, so bistveno nižje kot recimo neke take tržne kapitalizacije velikih tehnoloških podjetij. Je bilo pa od nekdaj ta volatilnost na kriptotrgu pač bistveno večja kot na nekih delniških trgih. Tudi če bomo mi pogledali tiste najbolj donosne delnice v preteklih letih tehnološke, recimo Nvidia, pa Apple, pa ta Big Tech, ali pa recimo, če pogledamo v zadnjem času vrednosti delnic evropskih orožarskih podjetij, Rheinmetalla, Thalesa in ostalih, seveda super donosi, ampak recimo to se nič ne more primerjati z nekimi super donosi, ko se začne evforija na kriptotrgih. In potem tudi obratno, ko se pa zgodijo recimo neke tarife, ko delniški trgi padajo bistveno manj, kot pade kriptotrg. Recimo, tudi na moji lastni osebni izkušnji povem, da sem recimo na tretjini vrednosti portfelja od takrat, ko je bil tisti največji hype. Na kaj, recimo, da se vendarle odločiš, da bi to bilo zate, seveda nek res minimalen delež tvojih naložb, ker razen, če si izjemen strokovnjak, na kaj vse je treba biti pazljiv? Slovenci so, kljub temu, da so na eni strani zelo, zelo konzervativni,
na drugi pa pretirano radi nagnjeni k tveganju, celo do meje, ko to postane za njihovo premoženje nevarno. Velikokrat smo priča objavam, da so kupili pri ponudniku, ki ga sploh ni, da so nakazali denar nekam podjetju, ki ne obstaja. V končni fazi tudi, da so kupili neke meme kovance, ki so v parih dneh šli gor, izgubili vse. Na kaj vse? Torej verjetno, kaj kupiš, kako kupiš, pri kom kupiš, predvsem pa tudi, kako potem to hraniš, ker pri vseh ostalih stvareh je to enostavno hraniti. Prejšnji smo govorili o zlatu, imaš lepo doma v sefu oziroma v banki v sefu, tukaj je to precej bolj komplicirano. Sigurno najbolj enostavno za tistega, ki gre prvič v kripto investicije, je na eno uveljavljeno borzo, točno se ve, kje so to Bitstamp, Kraken, Coinbase, skratka te večje borze, nakazati sredstva tja iz svojega bančnega računa, kupiti top 5 ali pa top 10 kriptovalut, ki so največje po tržni kapitalizaciji, obstajajo portali, CoinMarketCap, recimo en tak portal, kjer lahko pogledaš, in potem tudi hraniš tam te svoje kriptovalute. Skratka, to bi bil čisto res tisti najbolj osnovni nasvet. Zelo, zelo, zelo veliko res je kriptoprevar. Jaz praktično dnevno se ukvarjam z njimi, ni to moj nek core business, ampak vejo ljudje, da to počnemo. Težko bi zdaj opisal v kratkem času, kakšne so vse vrste teh kriptoprevar. So pa to res zelo dodelane prevare, ali res, kot si omenila, ali vložiš v neko kriptovaluto, ki se izkaže že v začetku kot prevara, ali vložiš v neko platformo, kjer misliš, da trguješ s kriptovalutami, se ti fiktivno prikazuje neko tvoje stanje, ki je popolnoma lažno stanje. Ne? Do tega, da so potem razni ponudniki, ki ti prodajo pakete kriptovalut po telefonih. Skratka, tega je zelo, zelo veliko, treba je biti pazljiv. Zdaj, če nekdo ni prepričan, ne vpraša nekoga, ki to pozna. Zato, ker nekdo, ki ima izkušnje s kupovanjem, trgovanjem s kriptovalutami, bo videl, kaj je prevara v roku pol minute do minute največ. Tako da tista osnovna pazljivost je dovolj, da preprečiš naložbo v prevaro. Je pa to naložbeni razred, ki je še posebej primeren res samo za tiste, ki imajo nekaj izkušenj, ki približno poznajo stvari in ki so naredili neko domačo nalogo, da vejo, kam vlagajo, v kaj vlagajo in da se pri tem seveda zavedajo tveganja. Predvsem je treba biti tukaj zelo discipliniran. Zgodovina kripto naložb nas je vse skupaj naučila, da če si čakal, si tudi dočakal lepše čase. Lahko je zelo bolelo, ampak si je šlo gor. Seveda zdaj pod predpostavko, da si vložil neke normalne kriptovalute. Če si vložil že na začetku neko prevaro ali pa nek mem žeton, ki je šel iz tržne kapitalizacije 2 milijardi takoj na nulo, da tam si večno izgubil. Tako da to je pomembno. Tudi če nekdo vstopi v igro, torej v konkretno investicijo, tudi če gre dol, potrpljenje. Najslabše je to prodati, ker potem zakleneš tisto izgubo in ponovadi taki nikoli ne pridejo noter. Torej, omenili ste en tweet, eno napoved, eno samo stvar, ki je stvari zelo spremenila. Ali se torej na tem področju stvari tudi regulatorno, zakonsko počasi urejajo? Evropa je prva na tem področju, velikokrat smo pri zakonodaji prvi, počasi urejamo to s posebno direktivo, ki velja tudi za Slovenijo, ali to prinaša dodatno varnost tudi pred različnimi tržnimi manipulacijami in tudi pred tem, kdo lahko ponuja, kakšno kriptovaluto, komu, torej da se malo bolj pozna pravila igra in kdo so ključni igralci in kdo so seveda tudi ključni nadzorniki. Res je, Evropa je dobila končno uredbo MiCA, začela je veljati konec leta, zdaj so še neka prehodna obdobja, kot je bilo omenjeno, da dejansko velja za celo Evropsko unijo. MiCA zelo jasno ureja 3 različne razrede kriptosredstev, poleg tega pa ureja tudi pravila za poslovanje različnih kriptoponudnikov. MiCA bo predstavljala zelo visoko vstopno oviro za vse ponudnike in tudi za vse kriptoizdajatelje, ker je kar regulatorno zahtevna, kar jaz mislim, da je dobro. To je dobro, ker se bo trg prečistil, verjetno bo bistveno manj prevar, dejansko so vzpostavljeni zdaj neki nadzorni mehanizmi, ve se točno, kdo so nadzorni oziroma pristojni regulatorji. Tako da iz tega vidika je sigurno to pozitivno.
Vidim pa tle dve težavi. Kot je bilo tudi rečeno, Evropa vedno prva regulira, super, postavili smo jasen regulatorni okvir. Recimo jaz kot pravnik se mi je velikokrat zgodilo v preteklosti, da je prišla kakšna resna stranka do mene iz bolj tradicionalne industrije, ki je hotela iti v kripto, nek projekt in so rekli, ali nam lahko vi zagotovite 100% zakonsko skladnost. In mi smo rekli, neke zakonodaje ni, so neka tolmačenja pristojnih regulatorjev, ampak seveda ta tolmačenja so bolj mehko pravo kot neko trdo pravo, kot nek zakon in seveda noben se ni želel spustiti v neko tako negotovost, ker to seveda prinaša tveganja. Tako da iz tega vidika absolutno regulativa pozitivna. Je pa res, da se ta mika se je spremljala 5 let plus. Recimo v mestnem času se je zgodil stečaj FTX ameriške borze in takrat, ko so te avtorji Mike preverjali, ali bi Mika kot je, besedilo Mike kot je, ali bi preprečili ta FTX, ugotovili, da ne bi. Potem se vmes zgodil tudi norija glede NFT-jev, NFT-ji niso urejeni v Miki. Potem se veliko dogaja na področju decentraliziranih financ, Tukaj bi lahko tudi rekli, da je to mogoče eno tako bančništvo v senci, recimo, kar je bolj poznano iz te klasične bančne industrije, tudi ni v Miki. Skratka, dejansko po 5 letih je, bomo rekli, da ne da je zastarela, ampak zelo pomanjkljiva ta Mika. Dodatno imamo pa zdaj še večji problem, kar jaz mislim, je pa Trumpova administracija, ki je obljubila popolno deregulacijo kripta. In kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da verjetno vsi resni projekti, vsi večji projekti se ne bodo ukvarjali z regulativo tukaj v Evropi, ampak bodo šli pač v Ameriko. Dober primer je USDT, Tether, ena od stabilnih kriptovalut, največja stabilna kriptovaluta po tržni kapitalizaciji. Oni so rekli že vnaprej, mi se z regulativo v Evropi ne bomo ukvarjali in so šli zdaj stran. To pomeni, da recimo zdaj, če imaš neko borzo, Bitstamp, Kraken, ki ima evropske uporabniki zdaj nimamo dostopa do USDT. Skratka, želim povedati, da kaj se nam dogaja tudi drugje na področju tehnologije, ker mogoče malo prehitro reguliramo, da nam potem lahko projekti zbežijo v manj regulirano okolje. Dejva za konec, pri vsaki naložbeni kategoriji tu naredimo še obdavčitev, kako je v tem trenutku in pa, ker se pripravljajo spremembe, v katero smer očitno bo šla nova opredelitev tudi kriptovalut. Ja, zdaj smo bili seveda z nekaterimi izjemami Slovenija raj, kar se tiče obdavčitve profitov iz trgovanja s kriptovalutami. Razen nekaterih izjem, zdaj če posameznik to trgovanje opravljal kot dejavnost, če je rudaril ali pa če so se ti kriptovalute, ki so bile predmet teh menjalnih transakcij, kvalificirale kot izvedeni finančni instrumenti, je bilo to že zdaj obdavčljivo. Torej po domače, če je bil to tvoj posel. Če je bil to tvoj posel, tako. Zdaj, če si ti to upravljal kot nedejavnost, tako v prostem času je bilo to neobdavčeno. Furs je že nekaj let nazaj objavil tako zelo dobre smernice, neke primere, kdaj se šteje nekaj kot dejavnost, kdaj pa ne. Tako da to vsakmu priporočam, da pogleda. To so tudi res, da se malo orientiraš. Zdaj, število transakcij, ki jih narediš, trguješ z botom ali mogoče kupuješ za drugega, kaj vse se šteje. Tako da to je zdaj, to je trenutno stanje. Zdaj po zadnjih informacijah je pa Ministrstvo za finance pripravilo predlog spremembe, po katerem bodo obdavčeni fizične osebe, rezidenti iz Slovenije. Mislim, da bo obdavčitev, ta davčna, oziroma kaj bo obdavčljivi dogodek, bo razlika med prodajno in nakupno ceno. Kot sem jaz razumel, se iz tistega predloga, ki sem videl, bo ta sistem obdavčitve zelo podoben sistemu, ki velja za te tradicionalne finančne instrumente. Torej, da se tudi kripto pri obdavčitvi približa delnicam, obveznicam in izvedenim finančnim instrumentom in ostalim. Najlepša hvala za tole. Hvala za povabilo.